Torkovo jutro, dobro jutro, Sandi in Suska smo z vami, z nami pa jutranja VIP gostja, ki ima te dni še posebej veliko dela, saj je mati, ne, celo kraljica terana, Ana Sodnik iz Sev na Krasu. Dobro jutro, vaše vesičanstvo, ko se reče? Veličanstvo. Vesičanstvo. Kako si? Odlično. Ja, si direktno z kakega martinovanja ali kako? Se bo komaj letelo. Prva postajanka se nekaj tlele, da bom znala še toliko, koliko trko govoriti. Kdaj ti je zazvonila ura danes? Ob 6 zjutraj. Ob 6? Imaš kako jutranjo rutino mogoče? Kot kraljica, ne? Ne, edino da v meri spijem čaj. Verjetno kakšen butler pripravi, ali kako je to? Ne. Ne? Tu si pa rada sama, ampak zbudi me butler. Kaj si bolj jutranji ali večerni tip? Obojno. Ful rada sem v dobri družbi, pozno zvečer, ma tudi rada zvoda ostanem. Predna. Lepo, to je prav za kraljico. Zdaj, ne vem, a ti ponudimo kavico ali kaj belteranovga? Nekaj ima že en hlaš. Imam že, fantje so me že postrehli, takoj ko sem prša, sem dobila kozarc v roko, tako da so vedeli brez ukazati. Lahko pa tudi kavico, piješ kavo drugače? Pijem, trenutno je bolj na smim. Polje ne bomo. Danes je Martinovo, mora biti tako. Tako, ja. Ja, evo, v nadaljevanju te spoznamo seveda še boljše, mimogrede, kaj posluša kraljica terana? Seveda narodno zabavno muziko, jaz ne morem ječi čez harmoniko. Čez harmoniko, ampak zdaj si izbrala neki bolj take divje ritme. Seveda, sej Alena jaz poslušam že od majhnih nog, seveda sem bila velika fenica biserov. Pijem ta vino. Ja, vino križ. Don Alen telo brez srca, bo ta prava, ne? Prava. Sandi in Suska sva z vami na Martinovo jutro. Suska, mohla teči neki zmertene zadeve. Kakorkoli, dobro jutro z nama, jutranja VIP gostja, ki ima te dni še posebej veliko dela, kraljica terana, Ana Sodnik. Dobro jutro še enkrat. Dobro jutro. Ja, povej mi, a je Martinovo največji dogodek leta za vinske kraljice? Verjetno ja. Za vse kraljice ja. Za me je več dohodkov, ko so zelo pomembni. Itak vsak dohodek mi je čas, da se ga udeležim. To je seveda logično. Mi na Krasi tako imamo še teran in pršut, ki je tudi zelo pomemben. Ja, tudi to je res. Martinovo in teran in pršut si lahko dasta kar roko. Sta oba zelo pomembna dogodka. Drugače, kako poteka tvoje delo čez leto? Kaj vse počneš? Kakšne so tvoje pristojnosti? Moj glavni tak pomen je, da hodim na razne dogodke, tudi ne samo na Krasu, tudi po Sloveniji. In da pač promoviram Kras, da komuniciram se z vinarji, tudi spoznavam kakšne nove dejstva od samega vina, ker vino je velik pojem, je ogromno znanja, moraš dobiš in ga izveš tako. Če ne pa ja, večinoma hodim na te razne dogodke. Vsi dogodki do zdaj, ker sem vlasa ful zanimivi, ker se razlikujejo. Je zanimivo, kako se ljudje na različne načine, ali z glasbo, ali to s plesom, povezujejo se z vinom in je zelo lepo. Torej, čeprav razumem, tudi drugi vinorodni konci, ne? Ja, greš tudi Štajerska, Dolenjska in tako, da in pokažeš kaj vino. Tako. Evo, pa morajo imeti vinarji tvojo sliko, ne vem, izobešeno v svojih pisarnah. Si predstavljam, da visi tvoja slika, kot ti to včasih v razredi. Kako je to s tem? Ni lih tako. Po moje sem že na 1 milijon telefonih, ko me vsi slikajo in se začejo slikati z mano. Tako da ja. Nisem lih Tito na steni, ampak sem Tito na telefonu. Jovanka na telefonu. Kako bi tujcu predstavila slovensko vino v 3 besedah? Magično, okusno in kvalitetno. Lepe besede. Katero svojo lastnost pa bi povezala z vinom? Radovednost. Radovednost, zakaj? Zato, ker vino samo po sebi je tako radovedno, ker ga zmeraj lahko spremeniš, dopolnjuješ, ga nikoli ne priješ, tu je zdaj to, ne? To je to, ja. Lahko zmeraj prvini še najdeš nekaj novega. Še boljše. Evo, verjetno morate biti pa vinske kraljice tudi en kos somelejk. Tudi.
Jaz se bom zdaj hmali šla na tečaj, če ne pa mi en prijatelj, ki se zelo dobro poznamo. Odkar sem kraljica, mi daje ogromno znanja, tako da sem njemu zelo hvaležna. Mi ni predstavil samo slovenskih vin, ampak se spuščam tudi v Francijo in v Italijo, tako da zaradi njega sem začela spoznavati tudi take prestižne, zelo prestižne vina. No, ampak zate imava Susko en izziv vezan prav na to, okušali bomo vina, oziroma boš okušala ti, ko mene in Susko lahko pol vrže dol pod mizo. Katera vina boš pa povedala sama, čez par minut, ostanite z nami. Did it again in 20 naloženih na 9. Martinovo torkovo jutro, Sandi Suska z vami. Jutro. Z nami pa današnja jutranja VIP gostja, kraljica terana, Ana Sodnik iz Sel na Krasu. Dobro jutro še enkrat. Jutro. Sodnik, ne sodnik. Sodnik. No, tako. Ana, so ti domači kaj pripravili, kak sprejem, ko si letos avgusta prejela ta naziv kraljice terana? Ojej. To je bilo tako, kot da sem se oženila. Poglej. Pa te večkrat kdo, ne vem, izzove, da okušaš vine in poveš svoje mnenja. To je verjetno del tvoje procedure, seveda. Ampak tudi tako priješkenimi vinarji, ti lepo klusi, tacga ne si še pila. So zelo vsi vinarji videvni, ni lih tako, pa seveda z velikim veseljem proveravam različna vina. Začela sem jih že počasi, ločem jih že, tako da vidim, da ste mi nekaj pripravili, tako da bom probala. Naša Suska, ona rada izzove naše goste in jih sprovocira, ne? Neke nerodne situacije. Suska, kaj se gremo? Ana, jaz sem ti pripravila 4 kozarce, 2 kozarca rdečega, 2 kozarca belega in zdaj boš ti mohla malo razlikovati. Kaj boš začela, z rdečim ali z belim? Z belim, da grem pa le na rdeče. Dej. Zakaj je ta izbora? Je tako tudi primerno? Tako mi je zapašalo. Tako je zapašalo. Sem mislil, da so kakšne pomembni... Note. Tako. Evo, izvoli. Kozarc številka 4. Kozarc 4 je ona vzela, zdaj ona uha. Prvo je vides, pole je von in pole je okus. Torej vides, a si že pogledala? Torej, kakšno je? Bistro ali muetno? Zlato rumeno je. Zlato rumeno, zdaj ona vonja to zadevo in zdaj požira. Ne, nanka požarla. Ne, na usta, na jezik ne dala. Se tu ne narediš en velik požirk. Tu daš lih malo, moraš v ustih, da ti mora ostati okus in na jeziki, da dobiš te njegove note. Tako, dobro. Kaj bi rekla? Kašne note ima? Durove ali molove? Provala še te tretje, da vidim. Da je razlika, veš? Trojka. Kontrast. Zdaj ona kontrast išče. In zdaj okuša, Lahko ti pomaham, nobeno ni skrasa. Ne, nobeno skrasa, ne. Tole kakšna rebula. Rebula je, kjera številka 3 ali 4? Bi rekla, da 3. Bravo! Okej. In te 4. Ali je, če ni skrasa, ali je zelen, ali je malvazija. No? Po moje malvazija. Bravo! Odlično. Še črno je ostalo. Tako je dobro, jih repov je že naredila. Po barvi je Cabernet Sauvignon. Bravo! Ni dala manjka še ujsta. Gremo še enega imamo. In to bi bilo? Še Merlot. Je bravo. Sam pogledala ga je. Evo, Suska. Odlično, se ne rabiš tečaja, ti se veš že. Ti vse veš, Suska si videla zdaj. Ti veš sam, da teran ne gre dol z majice, ki se jo svinjala, ko splesala po mizah. Ti boš vedela, kaj je kaj. Še prnas na osmice je plesala. Zdaj boš povedala. Jutranji VIP gost. Kaša na mizo. Nih na mizo ne. Pa poglejmo proti nebu, današnja jutranja VIP gostja, kraljica terana Ana Sodnik, izvoli.
Danes bo sončno, po nižinah bo še do popoldne ustrajala megla, najvišje dnevne temperature bo od 10 do 14 stopinj, na Primorskem celo do 17. Toplo bo, toplo. Ne, vroče tudi naš studio, ti pa so mi tam terani. A trenutne jutranje od 6 do 11. Prometni servis Radia Robin, 080 22 55. In še skok na ceste. Marsikje po državi megla v pasovih zmanjšuje vidljivost, držite zadostno varnostno razdaljo in prilagodite hitrost. Bodite pametni po cesti. Casey Show. Ana, mimogrede, zmer me je zanimalo za Martinovo, se moč spremenil vino oziroma se sladkor spremenil alkohol s pomočjo kvasovk, sem prav povedal. Zakaj se pri ljudeh sladkor spremenil v špijeh? Kaj je tu? Ti bi znala tu mrde kaj zrihtati, ne? Ja. Sladkor v špeh, zmerne količine sladkorja, isto kot pri kozarcih vina se hretle. Ja. Naj tak špeh je bolj maščoba, ne. Ja, da nas greje zdaj čez zimo. Ja, more biti. Če te prime kakšna bolezen, moraš imeti kakšen kilo več, zmeraj. No, evo kako lepo me potolaži. Ampak pri vas doma imate tudi osmice. Ja, ima osmice. Je trenutno aktualna, zdaj tudi? Je bila prejšnji teden smo imeli, med krompirjevimi počitnicami. Lahko bi rekla, da smo osmica, ko smo trenutno še največ let obstojna, drugo leto obeležujemo 30 let osmica. Wow. Evo, in ena izmed preteklih, tam je bila tudi naša Suska, ne? Večkrat. Mende nejlih sigurna, bomo izvedli več v nadaljevanju. Dobro jutro. Isel na krasu v naši družbi. Dobro jutro, Ana. Dobro jutro. Sandi in Suska pa tudi v vaši družbi. In kot je Ana že povedala, imajo pri njih že tradicionalno 30 let osmico. Je tako? Je tako. In na eni izmed preteklih je bila tudi naša Suska. Kakšno eni? Na večjih. Kaj je delala, kakšen kažin, ko mandaj je zelo nerodno govoriti o tem? Sandi, iskreno ti povem, da od mene dosti ne bo zvedel, ko jaz ljudi, toliko daš ljudi skozi, da jih pozabiš, ne? Aha. Na osmico se gre vsak človek sprostiti. Kaj on tam delal? Ni važno. Ni bila pa zdaj že neki cajt, ko je bila noseča in tako. Mora predspet, ne? Ja. Mora predspet. Nadoknaditi. Kdaj pridemo? Zdaj bomo imeli marca osmico od 6 do 15. Moram napisati v našo skupino na Facebooku. Veš, ko se kliče naša skupina? Dejšen liter. Ja, kako pa drugače, se ne more biti, ja. Evo, Ana, zdaj še zadnjič to jutro te izziva naša Suska. Ja, res, en kviz, tako z levo roko, pa še to naredila, si pripravljena. Pripravljena. Ja. No. Koliko litrov vina je po uradni statistiki povprečen Slovenc spil v letu 2023? A 10 litrov, C 36, zdaj sem že malo zapletala. Dejšen litro, ja. C je 50 litrov, 10, 36, 50. Po moje 36. Odgovor je pravilen, bravo. Ja, je premalo, 50 je pa kar orank, ja. Katera od teh vinskih sort ni slovenska avtohtona sorta? Rebula, Pinela, Sauvignon. Sauvignon. Bravo. Nadama se, tu se ti obvladaš. O glavnem, potem je še eno vprašanje, katera vinska kraljica je prva zmagala v tem mednarodnem izboru European Wine Queen? Slovenska, nemška, madžarska? Po moje slovenska? Ne. Madžarska? Nemška. Mogoče naslednja bo pa Slovenka. Ja, Slovenka in to bo Ana. Še zadnje dejanje današnjega jutra. Jutranja VIP gostja, kraljica terana Ana Sodnik je bila z nami. Hvala za obisk. Kaj te še čaka danes in nadaljevanju tega Martinovega tedna? Danes me še čaka blagoslov vina v Dutovljah. Aha, ok. Ob kateri uri? Kam pridemo? Ob 6. uri v Dutovlje. V Dutovlje. Tako da bomo verjetno še kakšen dohodek, se mi bo pojavila še kakšna degustacija. Aha. Tako da še kje bom kam letela, sej zadnje cajte sem več okoliko doma. Ja, tako je tudi prav. Hvala za obisk in veselo martinovanje še naprej. Ne vem, imate kraljice kak slogan za odzdrav, ne vem, na pomoč, naj medi, kaj podobnega? Mi kraljice med sabo imamo samo slogan, enkrat kraljica, vedno kraljica. Tako je prav. Jutranji VIP gost na Radiu Robin. Casey Show.